Gledate oddajo Klepet ob kavi. Praznovanje rojstnega dne. O tem bomo govorili danes, kajti obstaja še drug način kot ta, da pojemo vse najboljše za te, pihnemo svečke in se nažremo torte čist preveč, čist preveč. In sicer praznovanje rojstnega dne na način Montessori. Prvič sem slišala, zato pravzaprav prebrala v knjigi Montessori za starše in povabila sem avtorico, ki je sicer ena tudi izmed predavateljic na Akademiji za zavestne starše. In danes boste spoznali, kako, kaj, na kakšen način in prepričana sem, da boste naslednji rojstni dan svojega otroka tudi vi praznovali na takšen način. Mojca, pozdravljena, dobrodošla. Pozdravljena, Jasmina. Midve sva že kar fino pripravljeni za tole praznovanje rojstnega dne, ne? Tako, malo sva že pripravili vse skupaj. Res fajn, kar si povedala že v uvodu, to je eno tako posebno praznovanje, kjer niso v ospredju toliko sladkarije, darila, a ne to, kar nekako ta potrošniška družba narekuje, ampak je bolj v ospredju v bistvu otrokov razvoj, njegovo življenje, kaj je nekako do te svoje starosti, katero pač praznujemo, doživel, a ne, kako se je razvijal in da tudi na nek način mi kot starši malo samo refleksiramo v bistvu, kje je zdaj naš otrok. Ne? Ja, ker jaz se tukaj veselim gajnega prvega rojstnega dne, ker se mi zdi, da bom jaz bolj praznovala kot ona, tako rekoč. Mislim, zdaj razumem, da je to v bistvu neko ful praznovanje tudi za mami. Ja, definitivno. Sploh prvo leto, a ne, ko otrok dopolni prvo leto, je to definitivno še celo bolj praznovanje starša, a ne, kakor pač otroka, ker sam otrok se niti toliko tega ne zaveda, a ne, vsega tega, kaj za to pomeni, da je eno leto, a ne, tako da v bistvu to praznovanje naredimo sploh za prvo leto bolj za sebe, a ne, tako kakor pač za otroka. Odlično. Ja. Evo, danes bom spoznala točno, kako sicer na strani 188, kar je dejansko dodatek k temu priročniku, lepo opisuješ. Ampak evo, greva kar konkretno, kaj dejansko potrebujemo za Montessori način praznovanja rojstnega dne. Mogoče bi jaz samo mečkam povedala te osnove, da bodo gledalci lažje pač razumeli, bolj razumeli, zakaj pač ti pripomočki. V bistvu pri tem praznovanju rojstnega dne je tako, da želimo, da otrok malce širše razume, kaj to pomeni, koliko let je pač zdaj star, se pravi 4 leta. Da to pomeni, da je to čas, da eno leto pomeni, da se Zemlja pač enkrat zavrti okoli Sonca. Da to pač mine eno leto. Se pravi, da ga nekako povežemo s tem univerzumom oziroma z stvarstvom, da malce širše razume vse skupaj in da si tudi bolj predstavlja to minevanje časa. Ker otroci se še ne morejo orientirati tako dobro v času in to v bistvu, to praznovanje pomaga tudi to, da bolj razumejo to minevanje pač časa. Tako da ja, kaj smo zdaj tukaj pripravili? Se pravi, globus rabimo, ne? Ja, tako, potrebujemo globus, potrebujemo globus. Globus v bistvu predstavlja Zemljo, torej planet, na katerem pač živimo, tako ga predstavimo tudi otroku oziroma otrokom, ki praznujejo skupaj z slavljencem. Potem damo pa na sredino, tam, kjer bomo pač praznovali, damo neko okroglo preprogo. Sicer je bolje, če bi bila malce večja, malce bolj okrogla, ker otrok v bistvu potem okrog te preproge hodi. Zdaj, če nimamo preproge, lahko to tak krog oziroma še bolj idealno elipso lahko naredimo iz neke vrvice, recimo kakšne take ali pa iz jute, lahko tudi naštrikamo kakšno vrvico in naredimo v bistvu iz te vrvice neko elipso oziroma pač krog. Kaj ta elipsa reprezentira? Ja, elipsa pa predstavlja pot Zemlje okoli Sonca. In otrok v bistvu po tej elipsi ali pa pač krogu, kar pač naredimo, hodi. Z globusom pač v roki. Pa v bistvu potem tudi poskusili to narediti. Ja, super. Tako da na sredino potem tega kroga oziroma preproge ali elipse postavimo svečo. Sveča pa, bom jo prižgala zdaj, pa predstavlja v bistvu Sonce in to otrokom tudi povemo, da je sveča predstavlja Sonce. Tisto Sonce, ki ga v bistvu vidi na nebu, ta svetleča, žgoča gmota. Una rumena kugla. Una rumena kugla, ki jo vidi pač tako na nebu. Seveda otroke opozorimo, da je vroče, da se pač tega ne prijema, da je to ogenj. Ja.
Je pa tako, da lahko pa starejše otroke, ki so vključeni v to praznovanje, pa lahko povabimo, da oni prižgejo sveče. Recimo najprej tole svečko, potem pa te ostale. Bom tudi povedala, zakaj so te ostale svečke tukaj. In pokažemo pač, na kakšen način prižgemo vžigalico. Ker to v bistvu tudi zelo radi počnejo. Mogoče zdaj, ko se bliža tudi ta božični čas, in ko imamo malce več teh svečk po domovih, lahko otrokom tudi pokažemo, kako prižge svečo. Seveda ob naši prisotnosti, pa da je to seveda pač varno. Tukaj vidim, da imaš zraven tudi fotografije. Ja, tako. Poleg vsega tega, kar sem zdaj naštela, pripovedujemo pa mi zgodbo o otrokovem življenju. In da to zgodbo povemo, nam pomagajo pa pri tem tudi fotografije. Izberemo mogoče take, ki podprejo našo zgodbo. V tej zgodbi, ki jo pa pripovedujemo, pa se dotaknemo enih takih pomembnih trenutkov v otrokovem življenju. Mogoče prvi koraki, ali pa prva gosta hrana, ali pa prva noč, ki jo je prespal, ali ne vem, prva vožnja s kolesom. Pač nekaj takega, kar lepo poveže otroka in seveda tudi vas, na kaj ste vi ponosni. In otrok, ko pripovedujete to zgodbo, je v bistvu zelo ponosen na to, ko ga tako na tak način tudi pač izpostavite. Odlično. Torej, če ponoviva, globus, fotografije, neka okrogla preproga oziroma z vrvjo narejena elipsa, sveča na sredini, ki se jo prižge. Tako, pa sveča na sredini, ki je sprže. Lahko, to bi še dodala, lahko namesto sveče damo tudi mogoče kakšno svetilko ali pa ne vem, kaj rumenega, okroglega, kakšno žogo. Nekaj, kar reprezentira sonce. Nekaj, kar pač sonce reprezentira. To je to. Jaz mislim, da se vsak lahko nekako po svoje prilagodi to praznovanje, pač tisto, kar ima doma oziroma kar se mu zdi nekako bolj bližje. Tudi vrtci, ki praznujejo po tej metodi praznovanja rojstnega dne, tudi malce po svoje pač prilagodijo. Super. Super. In potem tisti trenutek se pa kako začne? Ja, tako. V bistvu otrokom seveda na začetku najprej vse to povem, kaj predstavlja, kaj je globus, da globus pač predstavlja zemljo, sveča, da predstavlja sonce. In potem, ko začnemo, predam globus slavljencu. Recimo, da sem to jaz, slavljenka, in povem, da bomo danes, pač praznuje Jasmina rojstni dan, in da bom povedala zgodbo o Jasmini, o njenem življenju, kaj vse je doživela do danes, ko praznuje svoj rojstni dan. In potem začnem pripovedati zgodbo. Tako da jaz bi jo prebrala, ker bom bolj zbrano tudi povedala. Tako da približno tako gre zgodba, vi jo seveda prilagodite sebi. Pred 10 leti sta se spoznala Matej in Julija, zaljubila sta se in čez čas sta si zaželela ustvariti svojo družinico. Bil je zgodnji pomladni dan, ko je Julija izvedela, da se v njenem trebuščku razvija novo življenje. Matej je bil presrečen, prav tako obe babici, ki so si veselili prihoda prve vnukinje. Jasmina je v maminem trebušku rasla vseh 9 mesecev, mamica pa je bila vsak dan bolj okrogla, dokler ni prišel dan, ko se je Jasmina odločila, da bi rada spoznala svojo mamico in očija. Bil je mrzel zimski dan, prav tako danes, ko je Julija sredi noči zbudila očija in rekla, da je čas, da gresta v porodnišnico. Čez 2 uri sta že zaslišala Jasminin prvi jok, ko je prišla ven iz mamine maternice. Jasmina se je rodila 5. januarja leta 2008 v Ljubljani, v Sloveniji, na planetu Zemlja. In v tem trenutku tudi pokažemo fotografijo otroka in jo položimo takole. Tudi okrog jo lahko damo, da si jo pogledajo. Tudi povabljenci pač pogledajo. In otroci zelo radi potem komentirajo, ker poznajo tega otroka, ki je zdaj živeči, kakšen je, ko je bil pač manjši, dojenček. Potem pa lahko nadaljuješ takole. Bil je Jasmina, potem je pridno pila mamino mleko in se crkljala v maminem in očevem naročju. Rasla je in pač pila mamino mleko, ampak to ji ni bilo več dovolj. Zato je mamica pri 6. mesecu ponudila prvo kašico. Zelo jo je zanimal svet okoli sebe, zato je že pred 10 mesecih naredila prvi korak, da je lahko začela pri 1 letu že samostojno hoditi in z vsem, kar je, raziskovati svet okoli sebe. In tako je Jasmina dopolnila prvo leto. In v tem trenutku potem prižgemo prvo svečko, ki
ki predstavlja v bistvu prvo leto. Tako. Na tak način, ko prižigamo svečke, si otrok tudi bolj predstavlja to količino, kaj to pomeni 1, kaj pomeni 2, kaj pomeni 3. Ne? No, bo šlo? Super. Takole. Vmes seveda lahko pokažemo še tele fotografije. Tukaj je prva kašica. Prva kašico, a ne? Tukaj se je prvič kopala. Kopanje. Pa tukaj je dopolnila prvo leto in prva tortica. Prva tortica, no to je pa zdaj tisto, ne? 1 leto, ne? Tako. Zdaj pa otrok naredi prvi krog z globusom. Z globusom v roki in mi pa zapojemo pesmico. Jaz jo bom zapela, pa si predstavljamo, da pač otrok hodi zdaj okrog preproge. En krog. Tako, en krog naredi. Za 1 leto. Za 1 leto. In tako. 1 svečka gori. In 1 svečka, to je to. Tako. Zemlja se vrti, zemlja se vrti, okoli sonca se zemlja zavrti, Jasmini prižgimo prvo svečko. Super. Ja, in lahko tudi v tem trenutku svečko prižgemo. Ne rabimo prej, ampak mogoče v tem trenutku je še bolj primerno. Ni kontra, pihamo, tle prižigamo. Tako, všeč mi je. To je to. Ne? Potem pa zopet ponovimo. Nadaljujemo z zgodbo, nadaljujemo potem s fotografijami, prižgemo spet drugo svečko, tretjo svečko in tako naprej, dokler ne prižgemo vseh svečk. Potem pa otroka na koncu povabimo, da svečke upihne. To zelo radi naredijo. Lahko jih upihne s temle kajfežom. To je mogoče malce bolj varno, sploh če ima otrok spuščene lase. Pa lahko takole upihne. Ampak običajno, vsaj pri meni doma so kar pihale. Svečke, so hotele pihant svečke in v tistem trenutku so si zaželele kakšno željo, več, 1, 2, 3, kolikor so jih pač imele. In smo potem na koncu tudi čestitali, tudi vsi povabljeni, pa zapeli smo potem tudi pač pesmico. Vse najboljše ali pa katerokoli pač drugo pesem. Wow, kako lepo! Meni je tudi zelo všečno. Ko sem spoznala pravzaprav ta način praznovanja, se mi zdi, da je prav praznovanje rojstnega dne dobilo pač nek tak prav smisel, tak, kakršen dejansko bi moral biti. Ne, da je nekako v ospredju ves ta trušč in hrušč in sladkarije in ne vem, darilca in vse skupaj. Saj ni nič narobe s tem, ampak samo, da ni to glavni fokus na tem, ampak da mogoče na temu, da smo hvaležni za to življenje, za tega otroka, za to, kar je ta otrok v bistvu v svojem življenju pač doživel. Mislim, meni je to zelo všeč, da niso v ospredju sladkarije, pa ta torta, zaradi tega, ker jaz sem relativno pozdravljen odvisnik od sladkorja in vem, da ta odvisnost v bistvu se začne formirati že v otroškem času, ko pol ti s to torto pa sladkarijem povežeš tukaj nekih dobrih čustev, sprejetosti pa praznovanja in vsega ostalega. To je pa v bistvu nek tak ritual, ki uči otroka v življenju. Ja, tako. Da tudi on pogleda na svoje življenje in tako, kakor sem jaz videla, ko smo mi na tak način praznovali pač doma, sem videla tako en tak ponos v očeh obeh mojih otrok, ko sem pripovedovala to zgodbo, sploh pa v prisotnosti babic, pa dedkov, pa pol še pač ostalih prijateljev, ki so bili povabljeni in tudi ostali so doživeli to praznovanje kot nekaj drugačnega, kot nekaj lepega. Tako da je bilo zelo lepo. Mogoče bi še dodala to, da ko je otrok mlajši, recimo za 1 leto, pa to skrajšamo. Se pravi, mogoče prižgemo samo svečko, kakšne 3 fotografije, povemo krajšo zgodbico, tudi ne nosi globusa, oziroma nekaj, kar reprezentira zemljo okrog preproge, ni tega. Prižgemo pa potem svečko, pa jo upihnemo skupaj, mogoče s tem kajfešom, glede na to, da je otrok še toliko majhen. Tako da vse skupaj skrajšamo, ker otrokova pozornost je krajša. Pol, ne vem, pri 2, 3, oziroma pri 3 letih je pa potem
že malce več pozornosti in so lahko tudi zgodbe malce pač daljše. Ne. Pa vedno je fajn, da malo popestrimo zgodbo, res s kakšnimi zanimivimi izseki iz otrokovega življenja. Ne. Ko so starejši, lahko tudi sami kaj spreminjajo program? Ja, vsekakor, zakaj ne? V bistvu sem imela zdaj tole v mislih, fino je, da otroka vključiš v praznovanje svojega rojstnega dne, predvsem, ko povabi svoje prijatelje. Ne. Se pravi, ko organiziramo pač rojstnodnevno zabavo za njegove prijateljčke, je fajn, da se otrok v to pač vključijo. Od tega, da pripravi vabila, se pravi najprej skupaj z nami, potem pa z leti, pa potem pripravi to tudi sama. Ne. Potem, kako bo otroke pogostil, kako bo svoje prijatelje pogostil, potem tudi, da pripravi kakšne stvari, ne vem, ali kanapejčke, ali žemljice speče, ali tudi torto potem pripravi. Ne. Meni se je zgodilo, mislim, da je bila 10 let stara hčerka, ko je v bistvu želela vse sama pripraviti. Ne. Jaz se nisem smela čisto nič vmešati v to, od tega, kaj bo pripravila, spekla je torto v bistvu. Wow, pri 10? Ja, res je. Vse je sama pač to naredila, še žemelce je v bistvu takrat pekla. Res, da je ona tudi taka malo bolj organizatorka in da rada to pač tudi naredi. Sem pa mogla se seveda potem malo tudi umakniti zadnji, ker žemlje niso izgledale take kot žemlje, torta je bila seveda malce drugačna, vse je bilo pač to na nivoju. Ampak takrat ne smeš popravljati, ne? Ne, fajn je takrat, da res ne popravljaš, ampak ona je bila res toliko ponosna, ker je vse to pripravila. In potem to prijateljem tudi pokazala in so jedli njeno torto in potem, ko so pohvalili, pa vse to, kar je pač pripravljeno. Tako da je fino, da otroka od majhnega tudi vključite v praznovanje, da nismo mi starši tisti, ki vse pripravimo za otroka, ampak da ga pač vključujemo in potem pridemo tudi do točke, ko otrok pripravi sam praznovanje za svoje pač prijatelje. Ne. Ker ponavadi tudi tako izgleda, da se mama že prekur, preden pridejo. Ja, tako. Krasno, čudovito. Všeč mi je vse to, ker danes živimo res v takih zelo negotovih časih. Vse, kar absolutno vemo, je, da bo v prihodnosti vse drugače, kot je bilo zdaj. Kar pomeni, da moramo dejansko res vzgojiti vse to, kar pišeš v svoji knjigi, samostojne, samoiniciativne, radovedne, prilagodljive otroke. In zato vse to in seveda zato tudi Akademija za starše, za zavestne starše, za to, da vzgajamo samostojne in zares otroke, ki bodo pripravljeni na negotovo prihodnost, ki bodo prilagodljivi, radovedni. Skratka, preverite številna predavanja, ki jih najdete torej tam. Tudi Mojca ima nekaj predavanj in pa seveda tudi ostali strokovnjaki, ki smo jih izbrali za sodobno vzgojo, za drugačno vzgojo. Včasih so govorili, upam, da bo moj otrok priden, pa da ga bom spravil do kruha. No, danes je seveda to drugače, kajti drugačni so tudi časi. Tako da preverite portal Akademije za zavestne starše, ker preko klepeta ob kavi dejansko lahko dostopate do tega. No, tale finta z globusom mi je dejansko res všeč, ker ena stvar, ki sem jo opazila tudi sama, zmeraj sem gledala ta zemljevid sveta v neki taki pač iz knjig, iz Atlasa. Ja, tako je. In ko vidiš v bistvu to na drugačen način, mislim, popolnoma druga perspektiva, tak si ole se Amerika pa Kitajska sta pa res blizu. Bolj konkretno je, otrok si tudi bolj predstavlja, zemlja okrogla tudi predstavlja si veliko bolje, kot pač zemljevita. Globus dol snameš, recimo, pa je že v redu, ne? Ja, tudi to recimo. No, mi smo imeli, evo, tukaj sem tole pozabila pokazati, nekaj let smo imeli pa tudi tale, to je v bistvu šilček, je bila pa tudi tale zemlja, malce manjše oblike, kar je v bistvu tudi okej, ker je zemlja manjša kot sonce, tudi te proporcije. Je fajn, da se otrokom pač predstavijo na pravilen način, da je zemlja v bistvu manjša pač od sonca in na nek način. In kdaj začnejo to razumeti po tvojih izkušnjah? Ja, tam nekje od 3 do 6 let, vsekakor jih te stvari tudi bolj zanimajo in takrat jim lahko to tudi malce bolj pač predstavimo. Montessori pristop ima precej zanimive materiale, ki lahko otrokom približajo ta svet tudi planetov.
Hvala lepa, Mojca, za to, da si z nami podelila in pripravila tole praznovanje za moj 10. rojstni dan. Praznujte tudi vi na takšen način, pošljete fotografije, zaupajte nam, kako je šlo in seveda pridružite se tudi skupini na Facebooku Ozaveščene mamice, kjer vse take stvari tudi debatiramo.